Za 30, 50, celo za 70% nižje cene. Trgovine nas že od jutra vabijo s pisanimi napisi o večjih ali manjših popustih. Tudi učenci z osnovne šole Antona Globočnika Postojna bodo preverili ponudbo. Grem zato, da si kaj kupim, kaj uporabnega, ki je pač poceni. Ne grem, ker se mi ne zdi nič tazga zanimivo. Verjetno si bom kaj kupila. Za razprodaje veljajo posebna pravila. Trajajo lahko le 60 dni. Izdelek mora biti označen s ceno veljavno pred znižanjem in z novo, se pravi nižjo ceno. Blago mora biti brezhibno, razen če je posebej označeno, da gre za blago z napako. Če doma ugotovite, da vam kupljeni izdelek ni všeč, pa vam trgovec ni dolžan vrniti denarja. Tudi osnovnošolci imajo svoja pravila. Jaz starši skupaj kupujem, pa ponovadi imam že stvari nagledane. Na razprodajah se splača kupiti tisto, kar je poceni, pa kar je kvalitetno. Ponovadi grem jaz kar starši in si izberem in pogledajo ceno in to. In če je malo predrago, mi rečejo, da je boljše, da ne. In če pa uredi ceno, pa si lahko kupim. A bodite pozorni na drobne trike trgovcev, na katere opozarjajo tudi pri Trgovinski zbornici Slovenije. Nekateri, na primer, pred razprodajami dvignejo cene izdelkov in sicer zgolj zato, da jih nato spet spustijo in vas privabijo z na videz visokimi odstotki znižanja. Take in podobne kršitve pa nadzoruje Tržni inšpektorat, ki ga lahko o nepravilnostih obvestite tudi vi.